Hej, kako ste? Upam, da se v redu slišimo, vidimo. Samo malo. Če je že kdo z mano, naj mi pove, če se v redu slišimo, vidimo. Danes sem najavila live na temo, kako začeti delati na sebi in kaj v resnici sploh to pomeni. Malo še bom počakala, da se vas nekaj nabere. Dobila sem tudi neka vprašanja, bom odgovorila. Da vidim, koliko je ura. Hej, zdravo. No, pa bom kar začela. Za vse, ki si ne boste ogledali videa v živo, si lahko pogledate video kasneje. Pač napišete doli, ali v živo spremljate ali spremljate v posnetku. In če imate kakršnokoli vprašanja, prosim, kar zapišite sedaj ali naknadno in bom kasneje odgovorila. Torej, kaj sploh pomeni delati na sebi? Danes se mi zdi, se že na vsakem drugem koraku sliši to delo na sebi, pa osebna rast, pa ne vem, meditacije, eno drugo. Ampak vidim, da še vseeno ta pojem včasih ni dovolj razjasnjen, kaj to sploh pomeni, kaj sploh pomeni delati na sebi. Ali to pomeni, da zdaj cele dneve meditiramo, ali to pomeni, da ne vem, damo vse ful od sebe, si ful časa vzamemo in večino dneva smo fokusirani samo na to, kar bomo naredili zase. Ja in ne. Delati na sebi v resnici pomeni, da če želite spremeniti nekaj na sebi, da morate narediti nekaj za to. Da delate na spreminjanju svojih misli, na spreminjanju sebe. Kaj pa to pomeni, spremeniti sebe? Zakaj bi nekdo spreminjal sebe? Je vse, kar vam ne odgovarja, kar vam ne daje rezultatov, to spremenite. Se pravi, spreminjati sebe ni nič slabega. To kvečjemu pomeni spremeniti svoje misli. Če vidite, da so vaše misli večinoma negativne. Spremeniti način svojega delovanja, reakcij, razmišljanja. Spremeniti na koncu koncev tudi način svojega govorjenja, svoje nekatere besede. In kako sedaj to narediti, kako s tem začeti. Sedaj najpomembnejša stvar pri tem je, da pri sebi razmislite, kaj je tisto, kar si najbolj želite spremeniti oziroma kaj bi radi dosegli. In potem drugi korak je, da veste, zakaj bi to radi spremenili, kaj bi s tem radi dosegli. Naslednja stvar je, da o tej stvari oziroma načinu, ki bi ga pač radi spremenili, poiščete pri sebi svoja negativna prepričanja o tem. Ampak ne samo razmišljati. Vzemite list papirja in začnite pisati. Jaz vam res polagam na srce, da začnete pisati stvari. Kajti samo, ko boste zapisali, vzeli ta list papirja v roke, prebrali, takrat boste šele ozavestili, kakšne misli v resnici sploh imate in jih šele takrat lahko začeli spreminjati. Ker dokler neke stvari ne ozavestimo, je tudi ne moremo spremeniti. In kasneje, ko to naredite, na ta svoja negativna prepričanja zapišite prepričanja, ki vam služijo. Zdaj,
Marsikdo ima občutek pri afirmacijah, ne, to so potem afirmacije, pozitivne afirmacije. Marsikdo ima pri tem občutek, da se laže sam sebi. Recimo primer. Trenutno nimate nič denarja, pa bi radi to spremenili pri sebi, pa bi radi imeli, ne vem, ful denarja, eno drugo, ne. Zakaj želite imeti ta denar? Najverjetneje je odgovor zaradi svobode, ker na koncu se vse skriva za tem denarjem in vsem je svoboda. Ker lahko greš kamorkoli želiš, kadarkoli želiš. Ne, če imaš denar, vsi imamo to v mislih. Ni sicer samo denar potreben za to, ampak vsi imamo v mislih večinoma pri denarju to svobodo. No, in potem, ko ste to zapisali, ne, kaj in zakaj, poiščete pri sebi vsa svoja prepričanja o denarju. Recimo, kaj občutite, ko vidite ful bogatega gospoda pred sabo, ali pa gospo, ali pa par, vseeno, kakorkoli hočete. Kaj občutite o tem? Da tisto resnično, ste zavistni, si mislite, to ziher so nekaj šmudlali, ziher nekaj ni tu v redu, 100% so na nelegalen način dobili denar, ali si mislite, wow, super, tudi jaz želim ta status, tudi jaz želim nekoč biti na njihovem mestu. Ali pa recimo, kaj si mislite, kaj občutite, ko vidite, da si je vaš sosed recimo kupil en ful dober avto, ali pa je menjal avto, kupil novi avto, ali pa večkrat menjuje avtomobile, kakšne občutke imate ob tem, kaj ob tem doživljate? A je spet to tisto, samo menjuje, pa ne ve, kaj bi rad, pa se z ničem ni zadovoljen, pa bla bla bla. 100% nekaj šmudla, 100% nekaj ni okej spet, ne? Top, ne? Pač rad ima dobre avte, sledi svojim sanjam, si jih menjuje, super, jaz bi tudi rada, ga bom šla vprašati, kako mu to uspeva. Kaj se pri vas pojavlja? Resnično v sebi. Kaj je tisto, kaj občutite? Sebi odgovorite. In tu boste potem videli, kakšna so vaša prepričanja. In jih zapišite. Ker če vi o tem mislite slabo oziroma slabo, so vaša prepričanja, emocije negativne. To vam samo kaže, da ne tako, zato ker je vsega na tem svetu za vse dovolj. Vse je samo energija, tudi denar je ista energija kot mi. In njega je za vse dovolj na tem svetu. Pač zdaj sem dala ta primer denarja, ker mi je nekako najlažje vam razložiti, kako začeti delati na sebi in kako začeti spreminjati svoje misli. In na te negativne emocije potem napišete pozitivne emocije. Ampak zdaj recimo, če vam je negativna emocija oziroma če imate vi negativno prepričanje, revna sem, nimam denarja, ne, nimam denarja, nič si ne morem privoščiti, to so vse prepričanja, ki vam ne služijo. Zakaj vam ne služijo? Kako se vi počutite, ko na to pomislite? Slabo, ne? Ne počutite se v redu in to je znak, ne tako, razmišljaj drugače. To nam samo sporočajo dol preko naših čustev, preko naših emocij, kakšno je pravilno razmišljanje za nas. Pravilno razmišljanje in emocije so tiste, v katerih čutimo veselje, radost, joy. To je pravilno razmišljanje. In kako zdaj to spremeniti? Zdaj, če boste rekli, bogata sem, jaz sem milijonarka, vsak dan, če boste si to govorili, ne vem, jaz sem imela vedno občutek, pa koga farbaš? Ne, koga farbaš? Poglej okoli sebe. Če tako, ne, če imate tisti občutek, da lažete sami sebi, potem si samo rečete recimo, kako bi bilo fajn, če bi jaz tudi to. Naj bi bilo res super, če bi tudi jaz imela vse to.
Na tak način, no, poiščite si tisti način, s katerim vi zavibrirate, pa s katerega začutite. Ker z našimi občutki, to, kar mi čutimo v sebi, to dajemo navzven in s tem kreiramo svojo realnost in to dobimo potem spet nazaj. Zato je treba občutiti, zato je treba slediti svojim občutkom, slediti svojim mislim, kakšne misli imamo, dokler jih ne damo na papirjih, ne ozavestimo v redu. In na tak način postopoma začnete spreminjati svoje misli, svoj mindset, svojo miselno naravnanost, s tem svoje prepričanja in svoje reakcije, vse potem to potegne za sabo. In kako še potem recimo dati fokus na to, kaj vse imamo s hvaležnostjo. To pa bo vedno na moji top listi. Seveda vse te afirmacije morate tudi dnevno ponavljati kasneje. Čeprav se vam bo zdelo včasih butasto, pa zakaj moram zdaj to delati? Zato. Zakaj? Za kar ste si napisali potem pri drugi točki, zakaj želim spremeniti, zakaj želim delati na sebi. To si napišite na en velik list papirja in si nalepite nekam, ne vem, na hladilnik, na steno, tja, kamor vsak dan greste mimo in boste to večkrat videli in ozavestili. Jaz upam, da se to snema zaradi tega, ker nič se mi tu ne odšteva. Aha, ok, gore, zdaj pa vidim. Super. No, torej se pravi, te afirmacije potem dnevno ponavljate. In seveda na koncu še hvaležnost, ne na koncu, ampak na začetku dneva je najboljše narediti hvaležnost, ker s tem damo fokus na vse, kar imamo, pa čeprav je to na svež zrak, ki ga lahko dihamo vsak dan, ker ga nimajo vse povsod na svetu. Lahko je to pitna voda. Sem naredila en dolgi video o hvaležnosti, tako da ste kar vabljeni, da si poslušate ta video, ker je res top, ne bom se zdaj tu pač ponavljala glede hvaležnosti, ker smo pač kako začeti delati na sebi. Dobila sem tudi eno ful dobro vprašanje in ga bom kar prebrala, ne? In sicer, kako vstati, pobrskati v sebi vsaj drobtinico volje in energije in želje po gibanju. To je eden tistih dnevov, ko samo diham. Torej, prvi del vprašanja, kako vstati, pobrskati v sebi vsaj drobtinico volje in energije in želje po gibanju. Torej, gospa bi rada spremenila pri sebi to, da se bi rada začela gibati. In zdaj, kako najti motivacijo? Napišite si svoj zakaj. Zakaj bi se želeli gibati? Zakaj? Jaz vem, jaz se gibam, zato ker sem bolj gibčna. Zato ker lahko z otrokoma komot grem ven, pa se z njima igram. Zato ker lahko potem tudi v službi, ko delam, me potem ne bolijo tako mišice, me ne boli več križ. Drugače pa, kak sem malo narobe gib naredila, me je že začelo v križu zbadati. Zato gibam, to je moj zakaj, za kar se vsako jutro vstanem in naredim vse tiste 10 minut vaj za ogrevanje, jutranje prebujanje telesa, pa imate milijon videov na YouTubu. Milijon, še več. Malo morje. Tako da res najdite si tisti svoj zakaj, tisto željo, zakaj vi želite to delati. Ali je to mogoče, da se znebite kilogramov, da vržete stran te kilograme, ali pa, ja, da ste bolj gibčni, prožni. Napišite si to vse na list. In potem, in poiskati v sebi to drobtinico volje in energije in želje po gibanju. Draga moja, če ste zapisali, kako se vstati, kako se začeti gibati, potem ta želja že je v vas.
Že je v vas, če se vi zbudite, si mislite, kako bi se bilo fajn gibati. Zakaj? Zakaj si ja želim gibati? Aha, zato pa zato. Ja, pa zdaj mi ni. Ok, mi ni, ampak bom vseeno poskusila. Jaz vem pri sebi, tudi če mi ni, si mislim, se vstanem, bom naredila, zato ker se bom potem dosti bolje počutila. Se bom zbudila, razgibala, naredila nekaj za sebe, za svoje zdravje, pa še več energije bom imela, ker je dokazano, da tudi gibanje sprošča ta, ne vem, imena teh hormonov, gore, dole, ne vem, ampak potem se počutimo bolje, polnejši energije, smo bolj dobre volje. In zato se splača stati par minut prej, 10-15 minut prej in narediti par vaj, ni treba, da se zmučite, da vam dol teče, lahko naredite yoga, simple vaje, lahko naredite samo to za ogrevanje, res so čisto easy. Imate v pižamah zjutraj vaje, res pobrskajte. To je prvi korak, da ga naredite, da si poiščete, katere vaje bi bile za vas. Ok, to bom jutri zjutraj naredila. Ali pa mogoče zdaj probam, imam 10 minut časa, bom zdaj probala. Pa je to. In samo začnete, samo odločiti se je treba. Se pravi, odločiti. Ločiti od svojih starih navad in začeti z novimi. Samo trdno se je treba odločiti in začeti. To je vse. Če se že zjutraj sprašujete, samo vstanite in naredite. Sliši se res in je preprosto, ampak tisti prvi korak je najpomembnejši. Prvi korak, prvih par dni vztrajati in potem, ko to vztrajate en čas, potem to preide v vašo rutino. In takrat je veliko lažje, zato ker če boste spustili en dan ven, ne vem, ali pa če boste 3-krat na teden telovadili, pa boste spustili enkrat, 2-krat ven, boste že opazili pri sebi, da se slabše počutite, da se ne počutite tako v redu in boste že pogrešali to. Jaz vem pri meni, če je včasih tako, ko delam zjutraj, začnem ob 6 zjutraj delati, takrat se res ne vstanemo, ne vem, 4 zjutraj ali pa še prej. Ampak če delam par dni zaporedoma, mi že zelo manjka to. Pač potem skušam poiskati čez dan, če je manjka časa, da to stlačim noter. Pol pa še drugi del vprašanja. To je eden od tistih dnevov, ko samo diham. Zdaj jaz točno ne vem, kaj se dogaja, ampak če recimo so kakšni težki dnevi, ok, tudi to je ok. Sprejmite. Ampak ni pa v redu, če se to vleče v nedogled, potem pa je treba to prerezati. Treba to prerezati in začeti delati na sebi, začeti vaditi, telovaditi, začeti meditirati, ker tudi meditacija je ena zelo pomembnih, vse je to pomembno, vse je med najpomembnejšimi, meditacija, hvaležnost, vse, ker ko boste začeli delati na sebi, boste videli, da brez tega vam nekaj manjka. Brez tega nekaj manjka. To so vsi puzli ene sestavljanke. No, torej, kot sem želela povedati, tudi to je ok, da pridejo taki dnevi. In moramo vedeti, včasih smo, recimo, sploh če kaj bolj fizično delamo, recimo, sem zdaj za to veliko noč, sem imela kar veliko vsega, plus tega se vemo, ženske smo bile tudi v kuhinji, pa če ne druga, samo te pirhe, da narediš z otroci, ali pa sam, ali pa, ne vem, jaz sem že pekla kruh zraven, in vse, in je kar fizično potem naporno, niti sam se ne zavedaš, ampak danes zjutraj se mi zdi, ko sem spala malo dlje, je kar potrebovala sem to. Moramo poslušati tudi svoje telo, ampak ločiti tisto med ne da se mi
ali pa res tisto utrujenost, ko res rabiš dodaten spanec ali pa počitek, ne. In pa seveda pazi, da se to ne vleče v nedogled, da se to ne vleče vsak dan, ne. Mogoče dan, dva, da prideš tisto k sebi, potem pa spet začneš, potem pa se je treba po domače povedati, brcniti v rit in se vstati in narediti. Ampak seveda ne tako, da se tolčemo po sebi, da se obsojamo, ampak na lep, nežen, ljubeč način do sebe. To je prvo, kar moramo spremeniti, ker dokler mi ne spremenimo tega odnosa, ki ga imamo same s sabo, se ne bo spremenilo popolnoma nič. Ker ne moreš pričakovati, da boš imela ful v redu partnerski odnos, dobrega partnerja, da boš imela dober odnos s svojimi starši, da boš imela super odnos s svojimi otroci, da boš imela, ne vem, odličen odnos v službi s šefi, sodelavci, če nimaš sama sebe dovolj rada, če nimaš dobrega odnosa do sebe, pa se non-stop kritiziraš, obtožuješ, želiš biti popolna, kaj to sploh pomeni biti popoln, kje je tu definicija? Je ni, zato ker smo čisto vsi popolni, ker smo točno takšni, kot moramo biti. In moraš najprej spremeniti tisti odnos do sebe. In tukaj spet vzeti list papirja, napisati vsa prepričanja negativna, ki jih imaš do sebe. Zdaj, če recimo ne veš, kako videti, kakšna prepričanja imaš o sebi, ko se pogledaš v ogledalo, kaj te moti na tebi? Se lahko sploh pogledaš v ogledalo, si lahko rečeš, lepa sem, rada se imam, ali ti je ful težko. Jaz vem, da sem imela na začetku takšne težave s tem, meni je bilo to najtežje na svetu. Ja, lahko sem se pogledala, kje imam kaj narobe spet, ne, kako imam tu vse, pa tu vse. Da bi pa si rekla, lepa sem, sprejemam se točno takšno, kot sem. To pa nisem mogla. Da bi rekla, lepa sem. Ali pa rada se imam. Tisto resnično, da začutiš to v sebi. Ne samo ja, rada se imam. To, vidite razliko? Rada se imam. Ali pa rada se imam. Rada se imam. Da res sprejmete sebe take, kot ste. Pa če imate malo večjo rit ali pa ne vem, bilo kaj, pa kaj potem. Vse smo različne. Nobena ni ista in ravno v tem je čar, pa zdaj si predstavljate malo svet, v katerem smo vse iste. Pa vsi moški isti. Ne vem, to ima neko grozljivka. Moramo si biti različni. Vsak ima svojo nalogo, vsak ima svoj namen v tem življenju. Vsak je svoja lučka, ki sveti. Tako da to so vsi koraki, ki jih morate začeti delati, če želite spremeniti svoje življenje. Brez nič ni nič. In se ne bo nič spremenilo. Ker ne morate skozi delati istih stvari in pričakovati različnih rezultatov. To ne gre. Če želite spremeniti sebe, če želite spremeniti svoje življenje, morate spremeniti vi sami nekaj. Nihče drug ne more namesto vas. Ne morete pričakovati od drugih, pa ti si kriv, pa če bo to v redu, bom pol jaz srečna, če bo tam pa tam, če bi bila zdaj, ne vem, mama moja do mene taka, bi jaz bila ful srečna, ali pa če mi ata ne bi tega tako rekel, če bi samo on to spremenil, bi jaz bila tako srečna. Ne bo. Ne bo. Mi sami moramo pri sebi spremeniti. Mi sami moramo spremeniti svoj način razmišljanja, začeti razumevati svet drugače. Sprejemati sebe, si dovoliti živeti, si dovoliti sprejeti tudi pomoč, če nam je ponujena.
takrat bomo začele spreminjati sebe. In da res si zapišemo vse in takrat začnemo. In pa seveda, kje lahko najbolj opazite svoje misli? V meditaciji. Ker meditacija ni samo, da probaš biti brez misli, ker itak, sploh na začetku, ko začnemo meditirati, ko začnemo s tem, ko nam je to novo, misli samo švigajo sem in tja. Jaz vem pri sebi na začetku, pa meni se je mešalo smisla, pa saj to ne morem delati. Non-stop misli. Vse je okej. Ko pride misel, jo zaznaš in jo spustiš. Ne razmišljaš o tej misli. Samo spustiš jo. Pustiš jo, da gre. In meditiraš. Pa začneš. Probaš 1 minuto, pa probaš drugi dan 2 minuti, pa vedno več stopnjuješ. In se navadiš in tako začneš sploh ozaveščati svoje misli. Ker jaz sem tu sploh začela videti, koliko misli imam. Ko sem želela biti v miru in nisem mogla, ker so misli samo švigale. Pa o tem, pa onem, pa kaj moram potem narediti, pa kaj še imam jutri, pa joj, kako je bilo to včeraj, pa kako sem prej to nekako narobe naredila, pa bla bla bla. Tu vidiš potem misli negativne, ena pozitivna, pa spet negativno. Začeti to zaveščati. In ko vidite, ko napišete, vidite, ne, pa si lahko pišete potem ali pa si delate plus pa minus zraven, da vidite, pozitivne misli, negativne misli, katerih je več, kako razmišljate, zato ker če ne drugače, kako boste videli, kako razmišljate, na kak način delujete, ali ste bolj pozitivni ali negativni. Poglejte svoje življenje, svojo trenutno situacijo. Svojo trenutno situacijo, ne vem, glede bilo česa, ali glede denarja, ali glede partnerstva, ali glede drugih odnosov. Poglejte svojo trenutno situacijo. Ste zadovoljni? Super, če ste. Potem delate prav. Razmišljate prav, delujete, reagirate prav. Če niste zadovoljni, potem pa morate nekaj spremeniti. Vi, nihče drug, kot vi sami. In začnite delati na sebi. Se pravi, to pomeni spremeniti sebe, to pomeni spremeniti svoje misli, prepričanja, delovanje in tudi govorjenje. Jaz sem bila navajena iz svoje primarne družine, da sem non-stop preklinjala. Meni je bilo to tako kot dober dan, pač usput še kaj takega rekla, nisem nalašč, nisem mislila nič slabo, ampak ne, to je vse negativno. In sem to začela spreminjati. Tudi s pomočjo drugih opomnikov, ne, mami spet, ali pa jaz spet si to rekla, ne, pazi. Čeprav na začetku mi je bilo, daj mi to govorite, zdaj saj vem, ne, ampak sem sprejela. Učimo se in ne moremo, plus tega pa sploh si ne pričakujte, da boste spremenili kaj čez noč, ker ni. Ker če smo navajeni delati, misliti, delovati, reagirati po določenem principu, na določen način, 20, 30, 40 let ali več, pa ne moremo tega spremeniti v enem dnevu. Ni šanse. Potrebna je pot. Pot, da pridemo od sem do sem. Pot je potrebna. In se veselite, bodite z radostjo, z veseljem po tej poti in recite, kaj mi je uspelo danes, pohvalite se na koncu dneva.
Ne se kritizirati, da spet mi ni ratalo, spet mi ni uspelo, pa spet sem to naredila. To sem jaz vse delala, zato vam govorim, ker vem, kako gre. Pride to, ampak s časoma se sprejmeš in rečeš, ok, se sem samo človek, bom pa drugič bolje. In še vedno se zgodi, da iztiriš na tem ali onem področju, pa nič narobe. Nismo superhuman, nismo super ljudje, ampak smo samo ljudje, samo navadni ljudje smo. In samo to vam želim položiti na srce. Če imate željo delati na sebi, začnite. Samo začnite, odločite se, začnite. Vzemite list papirja in začnite pisati najprej. Kaj si želite spremeniti, kakšne so vaše želje, cilji v življenju, vse zapišite. Potem zraven napišite, zakaj. Zakaj si želite to spremeniti. Da boste imeli svoj motiv. Ampak res ne bo srčna želja, ne samo pač za to. Srčna želja, res, da res čutite tisto. Magari si napišete 3-4 razloge, zakaj. In o tem, kar bi radi spremenili, poiščete svoje prepričanja. O sebi in o tem. In začnite pisati. In začnite iz negativnih postopoma prehajati na pozitivno. Zapišite si bolj pozitivno prepričanje. In ga ponavljajte vsak dan. Vedno, ko potem ozavestite, da ste spet negativno pomislili na to stvar, o čemer, kar bi radi spremenili, si rečete, aha, super, zdaj sem to zavestila, ne tak, zdaj bom pa tak rekla. Recimo, joj, spet položnice, ne tak, bom rešila, super, vedno pride denar, vedno se za vse najde rešitev. Imejte bolj splošne afirmacije, za vse je dovolj, rešitev vedno pride. To so bolj splošne afirmacije, ki niso tako specifične, bogata sem. Recimo, jaz si ne morem reči, bogata sem, če nisem, recimo. Ampak za vse je dovolj, vedno pride rešitev, vse se vedno izide za moje najvišje dobro. To je ena taka zelo dobra afirmacija, ki je že zelo dobro poznana, ampak res je tak, ker kakorkoli je, samo pomislite, v življenju ste že 100% bili v kakšni situaciji, ko morda niste videli rešitve, niste znali, niste vedeli kaj in kako, ampak se je potem vedno izteklo dobro. Tudi če se vam na začetku ni zdelo nekaj dobro, se je kasneje s časom pokazalo, da pa je bilo to dobro za vas. Tudi če ste se recimo razšli z nekim partnerjem, ki ste ga imeli ful radi, je bilo to mogoče dobro za nas, za vas. Ker če se ne bi razšli z njim, ne bi morda spoznali tega, s katerim ste sedaj, ali pa morda ne bi spoznali tega, ki še vas čaka. Če je ta šel, potem že ni bil pravi. That's it, to je to. Vse, kar je pravo, pride. Je že tukaj za nas, ampak mi se moramo, to je tu, mi se moramo pa dvigniti na ta level, na to vibracijo. Kako? Da dvignemo svoje čustva, da dvignemo svoje razpoloženje, da dvignemo svoje emocije, svoje občutke, da bodo pozitivni. Kako? S tem, da delamo na sebi, s tem, da se počutimo dobro, s tem, da delamo to, kar nas veseli. Če bi radi plesali, ker vas ful veseli ples, pa naredite si muziko na YouTubeu, ko čistite, pa zraven plešite. Veste, kako se boste fajn počutili, ko pomivate posodo, naredite muziko, pa plešite, pa pojte. Super boste se počutili.
In bo delo postalo zabavno, ne bo več, zdaj še pa moram to narediti, pa še moram ono narediti. Ne. Ok, ni problema, bom naredila, pa si narediš muziko ali pa poslušaš motivacijska videa zraven. Še boljše. To sem jaz delala leta. Tudi sedaj. Poslušam, aha. Pa lahko poslušam 10krat ena in isti video, pa vedno bo neko novo sporočilo prišlo iz tega. Ker ne slišimo enako vsakič. Vedno slišimo različno. In to je vse pot dela na sebi. Spreminjanje, sledenje svojim mislim, začeti delati, kar si želite, tudi gibanje, da skrbimo za svoje telo, tudi nega svojega telesa. Vse je delo na sebi. Vse je delo na sebi. Ker s tem posvetimo čas sebi. In zato je to tako pomembno, ker se me potem počutimo bolje, ker smo me napolnjene in smo v boljšem odnosu do same sebe, v boljšem odnosu do svojih otrok, do svojih partnerjev, do svojih staršev, do vseh. Tudi če pride kaki trigger, lažje prenesemo, če smo boljše volje. Je tako? Zato morate vedno skrbeti za svojo energijo, vedno skrbeti za svoje pozitivno počutje, pozitivno energijo. Kako? Kot sem vam povedala. In na kak način, veste pa samo raziskujte, kaj vas najbolj dvigne. Sprehod v naravi, poslušanje ptičjega petja, opazovanje neba, narave, mir. Najlepše je zjutraj, ko ni prometa, ko ni nič, samo ptičje petje. Noro. In zato se splača vstati zjutraj. Resnično. Glasba, ples, petje. Nimate časa? Kolikokrat na dan ste v avtu? Muzika poj. Simple. Nimate časa za poslušanje motivacijskih videov? Kolikokrat ste v avtu? YouTube poslušati, ampak ne gledati, samo poslušati. Sesate, pometate, likate, pomivate posodo, slušalke, YouTube poslušaš. Če nimate časa za knjigo, YouTube, tote posnete knjige, no, kako se reče, audio knjige, ogromno jih je gor. Ni izgovorov. Izgovore dajemo sami sebi in začnite opazovati. Kadarkoli boste rekli, joj, pa nimam časa, pa zdaj imam to, pa otroci tam, pa... Stavite se in opazite to. Opazite, da si dajete samo izgovore. Zakaj si jih dajete? Česa se bojite? Samo dobro si boste naredili, če boste začeli delati na sebi. Ja, tukaj pride spet strah pred spremembo, ker ne vemo, kaj bo, ali pa imamo mogoče slabo vest, ker delamo na sebi, ampak če se ti zjutraj vstaneš 10-15 minut prej, ko še otroci spijo, komu boš potem kradla čas? Nikomur. Vzela si ga boš zase. Jaz vem, da je tako fajn, ko ta čas, da zbudimo otroka, da gresta v šolo. Jaz naredim že vse zase. Vse. In je tak fajn feeling. Zdi se mi tako, da je že toliko časa, mislim, komaj ura je, komaj 7:30. Jaz pa sem že vse naredila za sebe. Pa ni to fajn, pol še grem čez dan, če sem doma, popoldan, grem na sprehod, gremo ven z otroci.
pride tudi dan, da je tak zaseden, da res ne morem, ampak ok, pa si doma, kaj druga delamo. Vedno išči rešitev, če ne moreš, ti boš pa kaj naredila. Vedno se najde neka rešitev. Vse ostalo so samo izgovori. Ker če sem jaz lahko, ko sem bila sama z 2 otrokoma, pa sem začela delati na sebi, pa sem imela službo, 2 otroka, obšolske dejavnosti, kar pomeni, sem še 2-3 krat na teden na Ptuj vozila v glasbeno, starejšega, mali nogomet. Včasih res nisem več vedela, kak pa kaj. Ampak ok, sem potem kontaktirala včasih otrokovega očeta, lahko ti pelješ, prosim, jaz ne morem, če je lahko, če ne, pač smo neko drugo rešitev najdli. Vse se da. Evo, in v tistem času, ko sem ga čakala na glasbeno, uro pa pol ali pa včasih 2 uri na Ptuju, kaj sem delala? Poslušala motivacijske videe. Ali pa se s tem mlajšim pogovarjala, če je bil zraven. Ali pa smo šla ta čas na Ptujski grad na sprehod. Vedno se najde čas. In ni izgovorov, da časa ni. Časa je dovolj. Povsem dovolj. Je pa od vas odvisno, čemu dajete prednost. Ali dajete prednost scrollanju po Facebooku, pa po vseh socialnih omrežjih, pa pol ure mine tak, za brez veze, ok, drugo je, če naredite kak post ali pa kaj, ok, tudi jaz jih delam. Drugo je pa tisto, a ne bi bilo bolje iti odmeditirati, iti napisati hvaležnost, 10 minut povaditi. Postavite si ta vprašanja resnično sebi in boste videli, kam dajete fokus, kam dajete svojo pozornost in kaj je za vas res pomembno. Če je kakšno vprašanje, bom zelo vesela, tudi kasneje lahko odgovorim. Samo da vidim, kako dolgo. Se smo že kar dolgi. Tako da bom jaz počasi zaključila. Zakaj hvaležnost? Imate mojo brezplačno e-knjigo, čisto kratka je. Prebereš v 5 minutah, ker sem res ključne zadeve dala not. To je knjiga Kako postati in ostati srečen. Je tudi v skupini, je povezava, si jo komod dol potegnete. Če ne gre, mi javite, prosim. Poglejte tudi med vsiljeno pošto, pa med promocije, ker znate vreči. Če imate težave, mi pa javite, pa vam pošljem v zasebno sporočilo knjigo. Če ne veste, kako delati na sebi, če še vedno ne veste, kako začeti, kak bi bil pravi način za vas, če ne veste poiskati svojih prepričanj, mi sporočite. Pišite mi ali pod ta video, ali v zasebno sporočilo, pa se bova dogovorili za en brezplačen klic, 15-20 minut, da vidim, kje vam lahko pomagam, na katerem področju ste se zataknili, kak naprej, pa se bova dogovorili, ker z veseljem, res z veseljem pomagam. Pri tem seveda si lahko pomagamo še tudi z številkami, ampak o tem recimo v kakšnem drugem videu, da vam napišem tudi kaj več o numerologiji, ker je res top vedeno. Tako da to bo to za danes. Jaz upam, da ste imeli ful čudovite velikonočne praznike, da ste posvetili čas tudi sebi, da se niste kritizirali, če potica ni ratala, ne. Vse se zgodi. Hvala Nina, enako. Tako da ja, poglejte si video, če boste v posnetku,
zapišite, ste ga gledali v živo ali v posnetku, postavite mi vprašanja, z veseljem odgovorim. Pa se vidimo v kakem drugem videu. Uživajte, lepo bodite, čau!